Odkar sem tu gori, mi je jasno, da na svetu ne obstajajo meje. Svet je eno. Misel, da so na zemlji ljudje, ki se borijo, ubijajo in se pustijo ubiti zaradi oblasti na enem kraju, namesto na nekem drugem, je popolnoma tuja, če nanjo gledam od tu. Tako je astronaut Luca Parmitano pojasnil svoj prvi sprehod po vesolju. Svet viden iz nove perspektive, iz perspektive zedinjenega sveta. Prav to je izziv projekta Zedinjen svet, ki ga spodbuja mednarodna organizacija New Humanity, izraz socialnega in kulturnega zavzemanja gibanja Focolarov, ki ga je ustanovila Chiara Lubich in je razširjen po vsem svetu. Namen projekta je krepiti novo kulturo, ki bo na novo ovrednotila misel in izkušnjo vesoljnega bratstva, in to ne samo z doslednim življenjem v vsakdanu, ampak z vzgojo na kulturni ravni, da bi se vrnili mir in bolj človeški življenjski pogoji med vse narode. Chiara Lubich je napisala: Močna protislovja, značilna za našo dobo, potrebujejo prodorno in vplivno smernico, ki bo na ravni miselne kategorije in dejanj pritegnila vsakega posameznika, kakor tudi narode in njihove ekonomske, družbene in politične usmeritve. Obstaja splošna ideja, ki je že udejanjena izkušnja in ki se kaže zmožna nositi težo tudi tega epohalnega izziva. To je vesoljno bratstvo. Pionirji projekta so Mladi za zedinjen svet, mladinski izraz gibanja Focolarov. Konec avgusta leta 2012 jih je 12.000 iz 125 držav sveta prispelo v Budimpešto na 10. Genfest, njihovo svetovno srečanje. Drugih 500.000 je bilo povezanih preko spleta. Preplavili so mesto in ob vzklikanju Let's Bridge, gradimo mostove, so se obvezali graditi mostove bratstva med kulturami in narodi. Spregovorili so o potrebi, da se na novo doživljajo kot sestre in bratje in da na novo postavijo v središče politike, kulture, ekonomije, znanosti, osebo, odnos in zastonskost. Kot pričevanje te obvezanosti so na osrednjem trgu kraljice Elizabete odprli kotiček vesoljnega bratstva. Here we are at the inauguration of the fraternity place. This place it symbolizes the 5 continents and the fraternity of all the people living in the world. Na 5 marmornih klopeh je v 20 jezikih, vključno z Brajlovo pisavo, izklesano zlato pravilo: načelo skupno vsem večjim religijam in kulturam sveta. Stori drugim, kar bi hotel, da je storjeno tebi. Proponiamo un patto mondiale di fraternità. Lanciamo il United World Project. V tem okolju so Mladi za zedinjen svet začeli s projektom Zedinjen svet, ki se trudi, da bi postalo vesoljno bratstvo nov steber politike, ekonomije, dela, športa, varovanja narave, komunikacije, znanosti in umetnosti. Ustvarili so svetovno mrežo in stalno mednarodno opazovalnico, ki preučuje, zbira in spodbuja dejanja bratstva po svetu. Prava pravcata razstava vesoljnega bratstva je Teden za zedinjen svet, s katerim so začeli Mladi za zedinjen svet leta 1996. To je priložnost, da predlagajo ustanovam pobude bratstva in da vplivajo na javno mnenje v državah, kjer ta teden poteka. Med tednom za zedinjen svet v Nairobiju leta 2014 so predstavili tudi Atlas vesoljnega bratstva, prvo mapo projekta Zedinjenega sveta, pripravljeno v sodelovanju s študijsko skupino, v kateri so profesori in študentje z Univerzitetnega inštituta Sofia. To je zgodovinska in zemljepisna mapa, ki zbira primere bratstva živete na vseh koncih sveta. Drobci bratstva. Drobci, ker so največkrat majhna dejanja, ki zajamejo mestno četrt, dom za upokojence, šolo, družino. Njihov namen je prinesti tolažbo, ljubezen in toplino, tja, kjer je hlad, nerazumevanje in sovraštvo. Začnejo v malem, a s širokim obzorjem. Vesoljno bratstvo. V prvih 2 mesecih obstoja projekta so našteli več kot 800 drobcev bratstva, mladih na vseh celinah.
Ta zbirka se nadaljuje in je razširjena na vse generacije. Tako se je začela pot, da bi projekt priznale nacionalne in mednarodne ustanove. Aprila 2015 je projekt Zedinjen svet in Atlas vesoljnega bratstva omenila Marija Voče, predsednica gibanja Fokolarov, med razpravo na visoki ravni o strpnosti in spravi, ki jo je pripravil vrh Združenih narodov. Una mappatura storica e geografica che raccoglie esempi di fraternità vissuti ad ogni latitudine e che è la prima pubblicazione del progetto per un mondo unito, promosso dai giovani dei Fokolari per guardare il mondo da una prospettiva diversa. Eden od predstavnikov mladih za Zedinjen svet je prisotnim obširjenje predstavil drobce bratstva. Ho la speranza che un giorno anche questi frammenti di fraternità possano essere presentati alle Nazioni Unite e che le Nazioni Unite possano far proprio questo gesto. I wake up to another day. Sometimes it's hard to roll out of bed and face the world